Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Tokrat se bomo potopili v morske globočine in prisluhnili kar 2 terapevtskima pravljicama, v katerih bomo spoznali školjko, ki se je naučila deliti stvari, ter ubogo meduzo, ki se je odločila, da bo prenehala kakati. Predlagam, da se hitro udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Mala školjka zaupa. Nekoč, že dolgo tega, je globoko v morju živela mala školjka. Rada se je hvalila svojo zbirko kamnov, ki jih je zbirala v svoji notranjosti. Če si plaval v njeni bližini, se je odprla in ponosno kazala svojo zbirko. Če pa si se hotel dotakniti njenih bleščečih se kamnov, se je zaprla. Svojega zaklada ni hotela deliti z drugimi. Bala se je, da bi ga vzeli ali ga uničili. Zato jih je takrat grdo pogledala, zavpila, naj gredo stran in se zaprla tako silovito, da jih je voda kar odnesla. Vse dni je občudovala in zlagala dragocene kamenčke, a svojega veselja ni imela s kom deliti. Ni imela prijateljev, pa se jih niti ni potrebovala, saj mislila je tako. Nekega dne pa je daleč od svojega doma opazila nekaj sijočega. Prepričana je bila, da bo dobila še en bleščeči se kamen za svojo zbirko. Dolgo jo je morje neslo, na koncu pa je le prispela na cilj. Res je bil najčudovitejši kamen, kar jih je kdaj videla. Močno si ga je želela dotakniti, si ga odblizu pogledati in preveriti, kako je težak. Kamen pa je že bil zaklad velikanske školjke, ki je v sebi imela še veliko več dragocenosti. Mala školjka jo je občudovala in komaj zbrala pogum, da je pristopila. Velikanska školjka pa je bila zelo prijazna. Z nasmeškom je pozdravila novo prijateljico in veselo ugotovila, da imata obe radi posebne kamenčke. S tresočim se glasom je mala školjka prosila, ali lahko pogleda vso to lepoto. Kaj misliš, kaj se je zgodilo? A ji je dovolila? Seveda ji je. Prav zaradi svoje prijaznosti je velikanska školjka imela tako velik zaklad. Vsi njeni prijatelji so iz vsega sveta prinašali čudovite kamne, s katerimi so se lahko potem skupaj igrali. Ona pa jih je varovala, zlagala, včasih pa komu kakšnega tudi podarila. In tako je naredila tudi zdaj. Mala školjka je dobila najlepši kamen, kar jih je kdaj videla. In veš kaj? Pri tem je nekaj ugotovila. Zelo lepo je bilo videti nasmeh nove prijateljice. Lepo se je bilo z nekom veseliti, se igrati in skupaj občudovati kamenčke. Ni bila več sama in ni se več bala ostati brez kamnov. Zdaj je vedela, da je prijatelj veliko bolj dragocen od najlepšega zaklada v vsem morju. Če srečaš malo školjko in se boš hotel dotakniti njenih bleščečih se kamnov, se ta ne bo zaprla. Svoj zaklad rada deli. Zaupa in ve, da ji ga ne boš vzel ali uničil. Če tudi bi se to zgodilo, bi bila še vedno nasmejana in prijazna. Zdaj ve, da se nasmeh z nasmehom povrne. Sedaj pa je na vrsti še pravljica z naslovom Meduza noče kakati. Nekoč, že dolgo tega, je globoko v morju živela meduza. Ko je bila še majhna, je kakala v pleničko, seveda. Ko je zrasla, se je naučila lulati v školjko, kakati pa si nikakor ni upala. Mamica je prinesla kahlico, a meduza kahlice ni marala. Oči je naredil peščeno stranišče, a meduza stranišča ni marala.
Stric ji je pokazal skrivališče med skalami, a Meduza skrivališča ni marala. Vsi so ji hoteli pomagati, Meduza pa je imela svoj načrt. Odločila se je, da ne bo več kakala. Stranišče, kahlica in skrivališče so se ji zdeli kar malo strašljivi. Drekec je preveč smrdil, Ritke pa ni hotela imeti umazane. Pa še ponosna je bila lahko, da se lahko sama odloči in kar neha kakati. Prvi dan je uspelo brez večjih težav. Drugi dan jo je že malo bolel trebušček. Tretji dan jo je bolela še Ritka. Četrti dan ni več mogla jesti. Peti dan pa je bila že zelo slabe volje. Da ne bi razmišljala, se je odšla igrati s prijatelji. Plavali so po vodi sem ter tja, Meduza pa ni več mogla. Počepnila je, da ji ne bi ušlo, a bilo je prepozno. Pokakala se je v gatke kar sredi igrišča. Vsi so odplavali stran, tudi ona. Bilo jo je sram in spraševala se je, kaj si bodo mislili prijatelji. Oni pa so ji hoteli pomagati, saj so vedeli za njene težave. In zanjo so pripravljali presenečenje. A Meduza se je tokrat še bolj trdno odločila, da ji bo uspelo. Prvi dan ji je uspelo brez večjih težav. Drugi dan jo je že bolel trebušček. Tretji dan jo je bolela še Ritka. Četrti dan pa ni več mogla jesti. In peti dan je bila že zelo slabe volje. Ni si upala igrati se s prijatelji, ves dan se je dolgočasila. Odločena je bila, da ji bo tokrat uspelo. Prišla je noč in Meduza je zaspala. Sanjala je prav posebno stranišče, ki se ji ni zdelo prav nič strašljivo. Sedla je nanj in ugotovila, kako lepo je kakati v školjko. Takrat pa jo je zbudil neprijeten vonj, kajti pokakala se je v posteljo. Sanjala je udobno školjko, zares pa kakala v udobno posteljo. Skočila je, zbudila starše in skupaj so še nekaj časa čistili, namesto spali. Naslednjega dne so jo obiskali prijatelji. Še vedno jo je bilo sram pogledati jih, a prinesli so ji presenečenje. Prav posebno stranišče. Tako lepo in zanimivo je bilo. Školjka je bila ravno prav velika za njeno majhno Ritko. Na polički je imela nekaj zanimivih knjig in igrač, na steni pa dišavo. Ugotovila je, da ima školjka tudi gumbek, ki ga je lahko pritisnila povsem sama, da je voda odnesla ves drekec. Zdaj se je veselila obiskov stranišča. Ponosna je bila, da se lahko sama odloči, kdaj bo kakala. Kmalu je postala zares pogumna in preizkusila še mamino kahlico, očevo peščeno stranišče in stričevo skrivališče med skalami. Nikjer se ni zgodilo nič hudega in nikjer je ni bilo več strah. Še vedno pa je bilo najbolj všeč darilo njenih prijateljev, prav posebno stranišče. Zdaj je trebušček in Ritka nista nič več bolela, jedla in tekala pa je lahko ves dan. Malce drugačni, a zelo zanimivi pravljici, kaj ne? Meni sta se zdeli zelo simpatični in čisto življenjski. Najpomembneje pa je, da sta se tako školjka kot Meduza prepoznali svoje težave, se z njimi soočili na takšen ali drugačen način, ter tako spoznali, da obstajajo prav preproste rešitve za njune težave. In tako so dnevi precej bolj pozitivni ter polni sreče. Otroci, prisluhnite še ostalim zanimivim pravljicam, ki jih lahko poiščete v knjižni zbirki terapevtskih pravljic z naslovom Življenje v morju. Uživajte, lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau!